Ko se je slikarka Iti Štih, razpeta med dve domovini, Bolivijo in Slovenijo, v marcu odpravljala na pot čez Atlantik, da bi obiskala svojo mamo Melito Vovk v domu ostarelih v Radovljici, si ni predstavljala, kaj jo čaka. Preden sem šel iz Bolivije, sem se prav s tem domom Janka Benedika, smo se tudi zgovarjali, kaj in kako, in so rekli, ja, pridite, sej ni problem, zato ker se ni mislili, da bo tako hudo ratalo. Tako da mamo sem v bistvu lahko videl samo 10. ampak to pred domom za 15 minut zunaj pred vrati. In to je bilo to, in jaz razumem in vztrajam in je le prav in mislim, da ta dom Janka Benedika dobro furajo, nobenega virusa ni še, tako da je pač treba se s tem sprijazniti. Gre pa po telefonu, tako da hvala Bogu, mama se rada, se zna dobro pogovarjati, se včasih tudi hecamo. Zanj sem ji rekel, mama, ti bom poslal en album fotografij, ki bojo tvoji ljubimci. Je rekla, jaz se teh pa nisem fotografirala. Tako da je še zmeraj ta prava mama. No. Je pa težko in upajmo, no, da bo minilo. No. Ja. Umetnica z družino živi v pokrajini Santa Cruz, kjer se je pandemija koronavirusa najbolj razmahnila. Moj mož pa moj sin sta pač v hiši doma. Zdaj smo se hecali, da bo mož dobil že Michelinovo zvezdo za kuhanje, zato ker zdaj pač morata sama se zrihtati. Mož kuha, sin obvlada pralni stroj, tako da izgleda, da imata vse urejeno. Je pa tudi zdaj tam, bo zdaj tudi že skoraj 4. teden karantene, jo bojo imeli kakorkoli do začetka maja. Tam je s karanteno težje, zato ker pravzaprav veliko ljudi živi iz dneva v dan. Tam ni nobene države, ki bi ti kakšne denarje nadomestila. Tako da, če ljudje nimajo od čega živeti, je pa situacija težka. Tako da je zelo težko jo držati v šahu in so napovedali tako karanteno, da greš lahko samo v trgovino tisti dan, ko se tvoja osebna izkaznica konča. Recimo na 1 greš v ponedeljek, 2 greš v torek. Tako da tako probajo situacijo kontrolirati. Zato, ker če bo ta virus prišel v tretji svet, recimo Afrika ali pa Latinska Amerika, to bo strahovita katastrofa, če bo tam tako kosil, kot je kosil na Kitajskem ali pa zdaj v Evropi ali pa v Združenih državah Amerike. Tam ni zdravstva, kakor je v Sloveniji, tako da bravo, javno zdravstvo, kapo dol. Umetniki svet doživljajo drugače, še bolj intenzivno kot mi. Našo sogovornico smo povprašali, kako se kot umetnica odziva na karanteno, ki včasih že meji na kratenje osebnih svoboščin. Kar se tiče teh osebnih svoboščin, je ena zadeva, ki človeka mora zmeraj skrbeti, zato ker situacija tako ekstremna, kot je ta, se lahko, tako kot recimo na Madžarskem, sprevrže v nekaj, kar je res nepravično in potem imajo kakšni nori, ambiciozni politiki lahko moč nad ljudmi in jim te moči se pol ne da več vzeti. Tako da v bistvu je zmeraj treba na to misliti, ampak to ne pomeni, da ne smemo biti disciplinirani in ubogati, kar se nam pač zapove. Ne. Zdaj pa, kar se tiče ustvarjanja, je pa tako. Ne. Jaz pridem na Bled in moja mama ima 1000 papirjev, 1000 starih računov, 1000 risb, 1000 fotografij in tokrat je bilo zelo zabavno, ker sva s teto Dudi, ker sva pač skupaj, ona je stara, mlajša sestra od mame, ki je stara 88, sva napolnili 59 albumov s fotografijami od moje mame, ki je bilo vse po nekih žakeljčkih, pa po enih škatlah, tako da to je bilo veliko delo. No, pa sem pa jaz rekel, no pa ti se moraš tudi kaj malati, ne moraš samo te papirje urejati in pa sem je pa tako zdel, da jaz zmeri pač to malam, kar se okrog mene dogaja. Ne. In sem rekel, zdaj, če bom začel te viruse malati, ne, pol bom pa 24 ur na dan samo na ta virus mislil, ker tako človek hoče z glave to nekako adijo, ne, da imaš kakšen drug del, ne samo, da to misliš, pa da gledaš novice, pa kaj je, pa koliko je mrtvih, pa kako je situacija. Tako da čim manj na virus misliš, tem boljše. No, ampak me zmeri pol malo prsti srbijo, tako da v bistvu moja kreacija virusna je bila ta, da sem namalal na vrata 2 osebe
In tam sem namalo, kako bomo ta virus mi uničili. In moja teta je tak krasen slogan si izmislila, ki je smrt virusu, svoboda narodu, tako da tudi to piše. In tako da ta virus skozi naša vrata in skozi druga vrata tudi ne bo skozi prišel. No, to, da ta je bila, tako smo ga uničili na en tak umetniški način. No. Ejti Štih je zelo aktivna slikarka, veliko in hitro slika, njeno slikanje pa je običajno odgovor na aktualno družbeno dogajanje. Taka je tudi njena zadnja razstava Ženske, ki je bila v Boliviji zelo odmevna. Žal je pri nas še ne bomo videli prav kmalu. To je ta angleški izraz, ki je zdaj tako popularen, ki se reče women empowerment, da so ženske na moči, ne? Kar se je začelo tudi s tem Me Too in z vsem tem velikim gibanjem ženskim, kaj je, mislim, feminizem je dosti starejši od tega. No in ta razstava moja je bila pravzaprav, da se sprašujemo tudi ženske same o tem, koliko je ta women empowerment zares resničen in koliko smo me ženske same sabo poštene in koliko te situacije, da smo ženske, pa da se delamo reve, pa da se delamo žrtve, ne izkoriščamo. Tako da v bistvu je ena taka razstava to bila, ki je po eni strani pripoveduje o tem, kako je družba sploh pa tam še bolj, no, krivična do žensk in do njihovega statusa in da nimajo enakih plač in da morajo imeti otroke in da so samske matere in jim nobeden nič ne pomaga ali pa če je kakšna posiljena skozi kakšne strahotna ponižanja mora iti, tam je to res grozovito, no, in vse te, tudi zdaj v tej situaciji teh virusov, koliko je nasilja nad ženskami doma, tako o tem pripoveduje ta moja razstava. Po drugi strani pa tudi pripoveduje o tem, recimo, da se sprašujem jaz, zakaj ena pesem, recimo od Madone, Like a Virgin, je lahko tako popularna in je velehit že ne vem koliko let in kaj nam pravzaprav ta pesem pripoveduje in zakaj mi ženske tudi Like a Virgin plešemo in smo navdušene. Tako da o tem je ta razstava in v bistvu je bila zelo odmevna, zato ker je tako nekako poštena do samega sebe. No, tako. Galerija Manzana Uno, ki jo Ejti Štih skupaj s sodelavci vodi v mestu Santa Cruz, je pojem uspešne galerije, čeprav ali pa ravno zato, ker je neprofitna. Obiskovalci vsak mesec jih naštejejo 16,000, so jo očitno vzeli za svojo. Po eni strani je bil neverjeten uspeh, zato ker naša galerija, ki je neprofitna in pač živi, kakor pač moramo, ne, od različnih sponzorjev in tako, ima 16,000 obiskovalcev na mesec. Tako da je res popularna in ogromno ljudi pride in prejšnja vlada bolivijska, ki smo imeli revolucijo vmes, oktobra, ne, nam je dala tudi prvo nadstropje te prekrasne stare hiše, kjer smo mi v pritličju imeli galerijo. In smo podpisali pogodbo z njimi, tako da zdaj galerija bo več kot 500 kvadratnih metrov v obeh nadstropjih v tej prekrasni stari hiši. No in potem so začeli to obnavljati, to je Ministrstvo za planiranje je dal ta denar, potem smo imeli revolucijo, potem seveda se je vse ustavilo, pa smo ta novega ministra povabili, naj pride pa naj pogleda in je tudi ta obljubil, da bojo pomagali in da bojo pač to prenovili, kot je treba, zato ker stavba je zgodovinsko zaščitena, ne. Zdaj pa prišel virus, zdaj pa spet vse stoji, no. Ampak ta zmaga, da smo politike, ki so v prvem nadstropju imeli svoje pisarne in da so oni šli in da so pustili te prostore za umetnost, mislim, da to je ena od največjih zmag v mojem življenju. Kljub vsemu pa Ejti še vedno, ko govori o Bledu, njegove lepote in težave jemlje za svoje. Zmeraj je lepo na Bledu biti, moram povedati, da je res lepo. Po eni strani je lepo, ker ni turistov, po drugi strani je pa tako malo čuden, ker nobenega človeka nikjer ni. Tako le greš dol na promenado, pa se ti zdi, da se mogoče me bojo zaprli, zato sem edin človek tam. Tako da v bistvu Bled smo navajeni, da so ljudje in da so sprehajalci, tako da jaz upam, da se bo ta situacija kmalu normalizirala. No. Drugače pa ta Rdeči jezer, pa te alge, pa vse to pa je nekaj, kar je treba zelo zaskrbeti se in
če bo letos manj turistov, mogoče letos dobra prilika, da premislimo, Blejci, kaj bomo z našim turizmom pravzaprav naredili.